Izvolite, gospod Sajovic. Hvala lepa. No, pri razdelitvi funkcij in neupoštevanju rezultatov volitev se prevare, zavajanja, tudi prelom podpisanih obljub v tej državi očitno nagrajuje. Rezultat volitev... Gospod Sajovic, kaj je postopkovno? Ne, dajte prvo povedati, kaj je postopkovno, pa potem nadaljujte z razpravo. Ne, nima 3 minut, če ni postopkovne lastnosti. Gospod predsednik, pisalo se je leto 1900... Gospod Sajovic, postopkovno ste se javili. Dajte prosim povedati, če ne moram vas prekiniti. Glejte, gospod predsednik, pisalo se je leto 1992, takrat je bil približen takle kaos. In takrat je en Klen Gorenc najenemu gorenjskemu rojaku rekel, pa ne nam tle afne guncati. In točno to se zdaj počne. 3 minute imam časa za obrazložitev proceduralnega predloga in na koncu bom povedal, kakšen je proceduralni predlog. Kaj če bi povedal na začetku, pa potem nadaljeval z vsebino? Glejte, gospod predsednik, ena takale knjižica obstaja, veste? Treba jo je prebrati. Strinjam se. In zato, da vam bom to stisko pa negotovost olajšal, ko bom obrazložil, bom na koncu napovedal obstrukcijo. Če se strinjate, a je obstrukcija proceduralen predlog? Povejte. Hvala lepa za vašo velikodušnost in dobroto. Poglejte, volitve dajo nek izid, nek rezultat. In v skladu s tem rezultatom se razdelijo tudi delovna mesta na odborih. Da je treba začeti delati, sem vam razložil že na prvem posvetu pri bivši predsednici Državnega zbora, ampak takrat ste glasoval proti ustanovitvi delovnih teles, popoldan, pol ure po tistem ste pa razlagal, da je treba začeti delati. Mi želimo, da so delovna mesta razdeljena v skladu z rezultatom, tako kot je bilo v preteklosti. Predsedovanje 3 odborom bi si morali razdeliti poslanski skupini Svoboda, v stranki SDS in tudi v Novi Sloveniji, ki očitno molči, ker bo nagrajena drugje. Pri takih rabotah poslanski skupini ne želimo sodelovati, zato napovedujemo obstrukcijo. Hvala lepa.